lepo, meni bo malo vroče, ampak... Evo, dragi dijakinje in dijaki, visok obisk, ki se ga zelo veselimo, vesel sem tudi vaše udeležbe. Uživajte, Meta bo očitno ta glavna sogovornica, vam zna biti res vroče, glede to, da vas bo Meta spraševala. Vse dobro, no, lepo bodite. Jaz vam bom zdaj zaradi drugih obveznosti zapustil v zelo dobri družbi, tako da uživajte in vse lepo. Meta, kam se lahko usedem? Ja, kar sedite. Jaz bom šla še malo bližje mikrofonu. Okay. Pa predvidevam, da bo profesor naredil malo začetnega nagovora, da se naša gostja predstavi. Gospa Romana Tomc je evropska poslanka, po izobrazbi ekonomistka in je od leta 2014 poslanka v Evropskem parlamentu Evropske ljudske stranke, drugače pa v Sloveniji Slovenske demokratske stranke. Slovenska demokratska stranka je članica Evropske ljudske stranke. Ima dolgoletne izkušnje v politiki, v gospodarstvu, tako da niti ne bom vsega našteval, ker lahko preberete na internetu. Je članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, je tudi nadomestna članica odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Imenovana je bila tudi za podpredsednico delovne skupine za gospodarstvo in okolje v politični skupini Evropske ljudske stranke. Je članica delegacije za odnose z državami Evropskega ekonomskega območja in EFTA ter nadomestna članica delegacije za odnose s Srednjo Azijo in Mongolijo. Skratka, pred vami imate zelo izkušeno in zelo dobro, zelo bistro političarko, ki nam je omogočila našemu krožku, da smo splošni letos v Bruselj obiskali Evropski parlament in nas izjemno tako sprejela. Tako da vas pozdravljam tukaj med nami in se vam zahvaljujem, da ste vzeli čas v vašem natrpanem urniku. Hvala lepa. Pa bi pa kar začeli z okroglo mizo. A lahko še jaz nekaj dodam, apropo temu, kar je gospod Jon povedal, da je bila skupina pri meni na obisku oziroma pri nas na obisku v Evropskem parlamentu in moram povedati, seveda, da je bila to ena izmed najboljših, vsebinsko najbolj podkovanih in hkrati tudi najbolj estetsko urejenih skupin, ki sem jih kdarkoli sprejela v Evropskem parlamentu. Tako da z veseljem, če bo še kdaj priložnost, jaz mislim, da ste vi malce mlajši, pa še niste bili na obisku v Evropskem parlamentu, boste prišli še kdaj na obisk, je zelo zanimivo. Mi lahko sprejemamo kakšne skupine in vsak, ki je v Evropskem parlamentu dobil, je odnesel domov, rekla, takšne vtise o tem, kako se in kje se sprejema evropska politika, ki, kot veste, to pa že najbrž veste, potem, ko v Bruslju tam nekaj sprejmemo, čez leto, 2 ali 3, vse skupaj pride tudi v posamezno državo članico, torej tudi v Slovenijo. Tako da ni nepomembno, kaj se tam pogovarjamo in ni nepomembno, kaj tam sprejemamo. Lahko potrdim, da je bila to res dobra izkušnja in da veliko lažje razumemo dogajanje pri nas in v Evropi nasplošno. Pa bi začel kar s prvim vprašanjem. 9. maja 1950 je nastala Evropska unija. Danes se veliko govori o tem, da svetlo prihodnost Evrope gradi tudi vračanje k vrednotam, ki so prispevale k njenemu nastanku. Kako bi se strinjali s tem in kakšne so za vas te vrednote? Res je. Nekaj časa je že od tega, nekaj desetletij, odkar je nastala Evropska unija, kot pobuda, gotovo veste, za to, da bi se po razdejanju, ki ga je povzročila druga svetovna vojna, Evropa spet nekako sestavila skupaj in da bi začela sodelovati. Da bi tudi tiste države, ki so bile včasih med sabo nasprotnice v vojni, znale in zmogle sodelovati v dobro prihodnosti Evrope, Evropejcev in Evropejk. Sprva je bil to nek samo, bom rekla, ekonomsko-gospodarski prostor, kjer skupnost jekla in železa. Potem pa počasi so se stvari začele širiti.
širilo se ni samo število držav, ki je tvorilo Evropsko unijo. Kot veste, koliko jih imamo zdaj? 27 držav jih imamo, imeli smo jih pa že 28, ampak zdaj smo eno izgubili, pa jih imamo 27. Skratka, držav članic Evropske unije je postalo veliko že in niso si vse države med sabo enake. Niso si enake po tem, kako so razvite. Recimo, kako bi lahko primerjali eno državo članico Nemčijo in recimo Romunijo. Te dve članici sta med sabo zelo različno gospodarsko razviti, ne? Hkrati pa so te države drugačne in drugače razmišljajoče tudi v nekaterih drugih pogledih, lahko bi rekli tudi v vrednotah. Ampak dodana vrednost Evropske unije je ravno v tem, da smo sposobni skupaj živeti in na istem imenovalcu delovati države, ki smo med seboj različne. Imamo neke osnovne vrednote, ki pa so vsem enake. Jaz bi rekla, da med temi osnovnimi vrednotami je zagotovo svoboda v najširšem pomenu besede. Če rečete svoboda, potem, če bi to rekli takrat, ko je Evropska unija nastala, potem bi za svobodo mislili samo to, da nimamo vojne, a ne? Ampak svoboda je veliko širši pojem, tudi svoboda razmišljanja, svoboda ustvarjanja v najširšem pomenu besede. Svoboda ekonomskega udejstvovanja. Potem so seveda tudi še tukaj druge svoboščine. V zadnjem času, da preskočim nekaj njih in ne omenjam vseh, pa se največ po moji oceni govori o tako imenovanih demokratičnih svoboščinah, o zaščiti človekovih pravic, kar je po moji oceni zelo pomembno in o tem moramo govoriti. Vendar pa ne smejo te svoboščine, ki so po moji oceni enake, te svoboščine, ki jih imamo, vse so med seboj nekako enakovredne. Zato ni prav, po moji oceni, da bi ene svoboščine bile na nek način več vredne in da bi na račun enih svoboščin trpele druge svoboščine. Mogoče bomo to teorijo še malce razvili na podlagi kakšnega vašega vprašanja, kaj čisto točno pomeni. Vas bom tudi jaz vprašala, kaj si predstavljate pod svobodo izražanja ali pa svoboščine, ki se nanašajo na človekove pravice. Ampak saj veste, v glavnem pa je poanta v tem, po moji oceni, da spoštujemo vse med seboj, da ne zaničujemo nikogar, da ni nihče bolj vreden, več vreden kot nekdo drug, da stvari, ki jih imajo za legitimne in demokratične, recimo na Poljskem, so enako demokratične in legitimne, kot so stvari, recimo na Švedskem. Zakaj bi bili eni vredni več, drugi pa manj? Tako da tukaj smo pa v zadnjem času v naši Evropski uniji, pa tudi v Evropskem parlamentu malo zašli s poti in mislim, da smo malce preveč se začeli obnašati tako do nekaterih narodov superiorno. Veste, oni so pa niso tako razviti, oni pa niso tako pomembni, oni pa ne znajo se iti svobode in demokracije na tak način, kakor mi mislimo, da je prav. In to je najbolj nevarna stvar, ki se nam lahko zgodi. Da nekdo misli, da je samo tisto, kar on razmišlja, prav. In tisto, kar razmišlja nekdo drug, pa nekomu ni všeč, ni prav. In v to zanko se mi zdi, čez dalje bolj vstopamo. Se bomo vrnili malo v preteklost z naslednjim vprašanjem. Za nami je pandemija koronavirusa. Evropska unija je pokazala, da se zna odzvati hitro, saj je bil v zgolj nekaj mesecih sprejet milijardni paket mehanizem za okrevanje in odpornost. Pandemija pa je opomnila tudi na mnoge probleme, denimo pomanjkljivo harmonizacijo pravil na ravni Evropske unije na področju zaposlovanja in delovne zakonodaje.
Gospa Tomc, ali bi lahko rekli, da v resnici sploh drži, da imamo v Evropski uniji prost pretok delovne sile? Ja, v teoriji ga zagotovo imamo. To je ena izmed 4 temeljnih svoboščin. Prost pretok ljudi, prost pretok kapitala, se pravi podjetja, storitev in proizvodov. Nimamo notranjih meja v teoriji. V praksi pa najbrž vidite, da zaradi težav, ki smo jih imeli z ilegalnimi migracijami, so nekatere države začele postavljati na svoje meje tudi nadzor. Tega nadzora v teoriji ne bi smelo biti. Ampak zakaj so ga postavile? Postavile so ga zaradi tega, ker je naša naloga, to se pravi naloga Schengena, Schengen je naša zunanja meja, začela puščati. In ta Schengen ni več opravil tiste naloge, za katero je bil ustanovljen, to se pravi, da ščiti, da je nek obroč, preko katerega nihče ne more, zato smo znotraj tega obroča varni. Ta obroč je začel popuščati in države so izgubile zaupanje, zato so same rekle, da bomo zdaj nekaj naredile. In s tem so seveda tudi vplivale na prost pretok ljudi. Jaz recimo veliko potujem, grem včasih z avtom tudi iz Slovenije v Strasbourg, to se pravi prečkam slovensko-avstrijsko mejo, avstrijsko-nemško mejo in nemško-francosko mejo. Vse v enem dnevu, in sem doživela, da na vseh teh mejnih prehodih so me ustavili in zahtevali moje dokumente, kar recimo v teoriji ne bi smeli. Ampak jaz mislim, da še vseeno, generalno gledano, v 90% zagotovo ta prost pretok znotraj enotnega trga deluje. In to je prav in moramo ga ohranjati še naprej. Tiste pomanjkljivosti, ki pa so, ki sem jih omenjala prej v zvezi z Schengenom, recimo, pa je treba izboljšati in odpraviti. Podpirate idejo minimalne plače na ravni Evropske unije, kar je pred leti predlagala Evropska komisija in kar se v parlamentu obravnavali lanskega septembra. Kaj bi z minimalno plačo na ravni Evropske unije dosegli? Minimalno plačo na ravni Evropske unije imamo. To, o čemer govorite, je bilo sprejeto. V parlamentu smo to potrdili, vse funkcionira, opravljeni so bili vsi pogovori, vsa pogajanja, tako da minimalna plača na ravni Evropske unije je. Vendar, gledajte, ker sem prej govorila, da nas je toliko veliko različnih. Recimo moji kolegi, bom zelo konkretno na tem primeru povedala, iz Švedske, kjer je zelo razvit socialni dialog. A veste, kaj je to socialni dialog? Socialni dialog so pogovori med sindikati, delodajalci pa vlado. To je socialni dialog. Oni pri tem sodelujejo. In na Švedskem so posebej razviti pogovori med sindikati in delodajalci. In oni se brez vlade zmenijo, koliko bo znašala minimalna plača v njihovi državi. In mi v Evropski uniji smo pa želeli v Bruslu določiti, da naj minimalno plačo določi država. To se pravi ne sindikalni partnerji pa delodajalci, ampak država. In moji kolegi iz Švedske so temu ostro nasprotovali. So rekli, ne, tako pa ne gre, če bomo se to dogovorili, potem bomo mi zanikali dejstva, ki so na Švedskem in tega mi ne želimo. In so vsi glasovali proti. Nekje drugje, recimo v Bolgariji, nimajo tega socialnega dialoga razvitega in so rekli, mi potrebujemo evropske predpise, ki bodo zaščitili naše zaposlene. In naši zaposleni morajo imeti najmanj minimalno plačo in naj jo Bruselj določi, da bodo zaposleni zaščiteni. In smo se znašli med enimi in drugimi v istem parlamentu. Eni, ki so temu ostro nasprotovali, eni pa, ki so hoteli za vsako ceno to dobiti. In kaj smo na koncu sprejeli? Na koncu smo sprejeli to, zelo poenostavljeno povedano, da vsaka država v Evropski uniji mora na nek način določiti minimalno plačo. Zdaj ne se pa sami odločijo,
ali bodo to določili tako, da se bodo zmenili sindikati pa delodajalci, ali bodo pa to določili tako, da bo država oziroma vlada, parlament sprejela nek zakon. To se pravi, našli smo rešitev in to je dodana vrednost našega dogovarjanja v Evropskem parlamentu, da poskušamo najti za en problem rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. To se pravi, Švedom smo dovolili, da se pri njih sindikati in delodajalci še naprej menijo in sami določijo in potem to objavijo, koliko je minimalna plača, vsaki panogi posebej. Recimo drugim pa smo omogočili, da to stori vlada oziroma parlament. In lahko bi rekli volk sit in koza cela. Tako da približno tako potekajo tudi pogajanja, dogovarjanja in sprejemanja zakonodaje na drugih področjih. Za Slovenijo ta evropska zakonodaja ne prinaša ničesar novega, nič nam ne bo treba spremeniti, mi namreč imamo zakon o minimalni plači, a ne? In tako da nismo ena izmed tistih držav, ki minimalne plače nima. Trenutno je ta minimalna plača relativno visoko določena. Delodajalci se celo pritožujejo, da jo marsikdaj ne morejo izpolniti, a ne? Ampak tako z evropskega vidika lahko rečem, da Slovenija zadošča vsem pogojem in ta zakon o minimalni plači imamo že zelo dolgo. To ni od časa te vlade, ampak je to že kar precej let. Če ima katero dijako kakšno vprašanje med pogovorom, se seveda lahko javi k besedi, če ne bo pa čas za vprašanja še na koncu pogovora. Eden največjih izzivov za Evropsko unijo je demografija. Kako bi se dalo rešiti problem hitro starajočega se prebivalstva? Kdo bo nadomestil upokojeno delovno silo in plačeval za socialno državo? Je problem v denarju, kadru ali obojem? V bistvu zelo široko področje je tale demografija, ne? Verjamem, da si vsi predstavljate, kaj to je. Demografija je pač v najširšem pomenu veliko več kot samo staranje prebivalstva, ne? Ampak velikokrat jo pa povezujemo s staranjem prebivalstva. Problem, ki ga mi v Evropi imamo, ta hip, po moji oceni, je, da se tega problema dobro zavedamo, ampak o njem nočemo govoriti. Odlagamo ga na stran. Vi točno veste, glede na statistične podatke, za vsako državo, to se pravi Evropska unija pa seštevek podatkov iz vseh držav, koliko približno boste imeli čez 20 let ljudi, ki bodo delovno sposobni. Pač danes so se rodila, ne? Plus 20 let, nekateri bodo žal, tudi se jim bo kaj zgodilo vmes, ampak to je statistika, ne, ki jo lahko ukalkulirate in veste, a bomo imeli dovolj ljudi ali bomo imeli premalo ljudi. Zdaj nekateri prisegajo na to in vejo, ne? Oni vejo, vsi vemo, to ni skrivnost, čez 20 let bo imela Evropa veliko premalo ljudi. Zato, da bi vzdrževali sami sebe. Ker mi bomo morali takrat proizvajati, bomo morali vzdrževati sebe, boste morali vzdrževati sebe ali pa tisti, ki še za vami prihajajo in boste morali skrbeti za nas, ki bomo stari in onemogli. Kako bomo to zmogli, če nas bo pa premalo? Rešitev je več. Ena rešitev je, recimo, da postanemo toliko bolj produktivni, da manj ljudi naredi toliko več dodane vrednosti, a ne, da bomo ta razkorak lahko malce nadomestili. Druga teorija je, ki jo nekateri zagovarjajo, da pač toliko ljudi, ki bo zmanjkalo, bomo morali uvoziti, a ne. To se pravi, da jih bomo spustimo ljudi, iz kjerkoli želijo priti v Evropo, pa bodo oni delali za nas in bodo skrbeli za naše pokojninske sisteme in bodo skrbeli za nas starejše in bo vse fino fajn. Do zdaj se je že pokazalo, da ta teorija malce šepa,
Zaradi tega, ker vsi ti ljudje, ki na novo prihajajo v Evropsko unijo, niso nujno samo tisti, ki bodo veliko delali, pa veliko proizvajali in neko dodano vrednost ustvarjali, od katere bomo mi živeli, ampak jih je velik del teh tudi takih, ki sami živijo že sedaj živeti od tistega, kar mi ustvarimo. To se pravi, da koristijo naše socialne sisteme. In nimajo nekateri prav nobene želje, da bi bilo to kaj drugače. Se pravi, to je nevarnost. Od njih, vsaj od vseh, ne bomo imeli to, kot pričakujemo. In tretja stvar, ki je, smo sicer zamudili 20 let, ampak če ne začneš danes, mislim, je slabše, boljš danes, boljš predpozno, kot nikoli. Delati na tem, da bodo naše družine večje. Da se boste vi poročili, da boste imeli otroke, da ne boste imeli enega otroka pri 35 letih, ampak da boste imeli pri 35 letih 3-4 otroke, čim večjo družino. In boste v bistvu s tem poskrbeli tudi za naraven demografski napredek Evrope. Jaz mislim, da je prihodnost in rešitev za Evropsko unijo kombinacija vseh treh. Kombinacija. Mislim, da moramo nujno in več govoriti o družinah, o družinskem življenju, o tem, da morate imeti vi več otrok, da mora biti tudi to družinsko življenje in otroci vrednota. Seveda bomo delali tudi na napredku in večji produktivnosti in tako naprej. In tudi migracijam se ne bomo mogli izogniti. Ampak se mi zdi pa po moji oceni prav, da govorimo o tako imenovanih ekonomskih migracijah. To se pravi, da v svojo sredino povabimo tiste, ki bodo tukaj pripravljeni delati, ustvarjati, se vklopiti v naše okolje, živeti z nami in poskrbeti za to, da bo naša skupna prihodnost boljša. Tisti, ki bi pa pač želeli naše sisteme samo malce izkoristiti, pa niso tako zaželjeni, a ne? Tako da, ja, kombinacija vseh treh je po moji oceni najboljša rešitev. Deloma smo se že navezali na naslednje vprašanje. Po pandemiji se število nelegalnih migrantov znova znatno povečuje. Veliko govorimo o tem, da je treba bolj učinkovito regulirati migracije in vzpostaviti sistem vračanja tistih, ki ne pridobijo mednarodne zaščite. Po drugi strani pa beremo, da recimo v Nemčiji manjka kar 400 000 delavcev. Kako rešiti ta paradoks? No, nekaj sem zdaj že o tem govorila, ne? Bistvena stvar, ki je povezana z migracije, so ena beseda, ki jo je včasih kar težko izgovoriti, ker je nekako tako osovražena, ali pa če rečeš migracije, te takoj lahko obtožijo, da želiš nekaj slabega, da ne priznavaš, da ljudje rabijo zaščito, da si sovražnik ljudi, da nikogar ne maraš. To sploh ne drži. Kar smo mi v Evropi narobe naredili, takoj na samem začetku, po moji oceni je, in še zdaj delamo narobe. Vidim svoje kolege iz različnih političnih skupin, predvsem iz leve strani, da se izogibajo vprašanju, da bi dali besedi pravi pomen, da bi rekli Bobu Bob, da bi ločili med tem, kaj so ilegalne migracije in kaj so legalne migracije. Da bi seveda ukrepe, ki jih sprejemamo, ločili za ilegalne migrante, pa za legalne migrante. Povsem legitimno je, da nekdo pride na mejo, pokaže potni list ali pa dokumente in reče, poslušajte, jaz bi rad vstopil v vašo državo. A je to normalno? Seveda, da je normalno. In seveda bi morali ločiti tudi begunce, refugees, a ne, od migrantov. Ker begunci so tisti, ki bežijo pred strahotami, vojnami v svoji državi in iščejo preživetje. Bojijo se za svoje življenje, zato grejo v neko državo, kjer jim več ne bodo grozili s smrtjo, ker so tam ogroženi. In takim je treba pomagati. Mi v Evropski ljudski stranki pravimo, ja, beguncem je treba pomagati.
Za njih je treba najti rešitve. Samo, kaj se nam je pa zgodilo, da so se vsi, ki so prišli iz držav Afrike, ne vem iz kje, proglasili za begunce, ki begunci sploh to niso bili. To so bili neki ljudje, ki so bežali iz svojih držav in so skušali Evropo, za katero so slišali, da je ekonomsko močna, da nudi dobro socialo in so rekli, mi želimo tja, ker tam bomo imeli lepše življenje, a ne? Ok, to je čist v redu, tudi oni imajo pravico, da to poskusijo. Samo hkrati pa imamo mi v Evropi tudi pravico, da rečemo, poslušajte, mi rabimo toliko ljudi, 1 milijon, 2, 3 milijone ljudi, ki bodo pri nas delali, ker rabimo oskrbo v domovih za starejše, ker rabimo gradbene delavce, ker rabimo, ne vem, tudi znanstvenike, če hočete. Ampak mi smo tisti, ki bomo odločili, koliko od vas bo lahko prišlo v Evropo. In mi smo tisti, ki bomo pomagali beguncem. Ampak ne more se jih 10 milijonov priglasiti za begunce, če to niso. A ne? In ker smo mi tem pojme pomešali, imamo veliko zmedo, tudi v samih politikah in nekateri še danes nočijo ločevati teh pojmov. Ne? In jaz mislim, ko bomo te pojme začeli ločevati, bomo najdeli tudi dobre rešitve. Ja, rabimo ekonomske migrante, ja, rabimo tiste, ki bodo prišli k nam, rabimo jih, nujno jih rabimo, ja, moramo pomagati beguncem, ja, in moramo ilegalne migracije preprečiti, ker škodujejo nam, vam in vsem. Tako da upam, da bomo v nadaljevanju tudi te pojme počasi začeli razčiščevati. Moram reči, da je bilo v tem času pandemije to malce na strani, zaradi tega, ker poglejte Evropo, če se spomnite par let nazaj. Najprej smo imeli ekonomsko krizo, tega se vi še skoraj ne spomnite. To je bilo 10 let nazaj, smo imeli hudo ekonomsko krizo. Pa smo imeli migrantsko krizo, kjer je bil velik naval, migrantov, smo komaj to rešili. Potem smo imeli, katero krizo smo že imeli, potem smo imeli COVID krizo, recimo, no? Če mogoče kakšno izpustim. Smo se samo s COVIDom ukvarjali. Potem smo imeli ukrajinsko krizo. Glejte, na tleh Evrope imamo, ne Evropske unije, ampak Evrope imamo vojno. Ukrajina je del Evrope. Ne? Zdaj smo ji podelili status države, ki čaka na vstop v Evropsko unijo. Bodo mogli izpolniti nekatere pogoje, tako kot jih morajo vsi, ampak potem bodo lahko prišli v Evropsko unijo. Ne? Imamo ukrajinsko krizo. In mi imamo kar naprej ene krize. Mi smo skozi v obsedenem stanju. Poleg tega imamo zdaj ta zeleni prehod, kjer delamo vse, da bomo zamenjali naše energetske vire, da bomo zaprli vse termoelektrarne. A veste, koliko termoelektrarn ima Poljska? A veste, kolikokrat večja od Slovenije je Poljska? A veste, kaj morajo oni vse narediti, da bodo prišli na te čistejše tehnologije? In vse to delamo kar naprej in smo kar naprej v nekem obsedenem stanju, in potem se imamo malo manj časa za ukvarjati z demografijo, pa s takimi strateškimi vprašanji o razvoju Evrope v prihodnje. To nas še čaka. Ali podpirate nov paket o migracijah in azilu, ki želi bolj uveljaviti obvezno solidarnost med državami članicami? Ne. Ne, dokler nimamo stvari razčiščenih. Kaj moramo razčistiti, o tem sem malo prej govorila. Hkrati pa ta solidarnostni princip. Mi zelo veliko govorimo o solidarnosti in jaz lahko rečem, da sem velik zagovornik solidarnosti. Ampak hkrati dajem zraven tudi poštene solidarnosti in transparentne solidarnosti. To solidarnost marsikdo izkorišča in pojmov nimamo razčiščenih. Zato v tem trenutku rečem ne. Ker, glejte, lahko se zgodi, zdaj jaz bom dala Italijo za primer, ali pa Grčijo, ne leti to na neko državo, ampak samo, da boste razumeli. Recimo pride ladja z migranti, ki so vsi ilegalni migranti,
ne, ki nimajo nobeden nima dokumentov, tam so se na nekih točkah zbrali, nevladne organizacije so jim pomagale, šli so tam na neke čolne, ladjo in so se pripeljali v neko pristanišče, v neko državo. Francijo, Grčijo, Italijo, kogarkoli čte. In zdaj je ta država, ki je članica Evropske unije, se odločila, da jih bo sprejela, kljub temu, da so vsi ilegalci. In bo dovolila izkrcanje. In hkrati potem zahteva od celotne Evrope, ja, mi smo jih sicer tukaj le sprejeli, ampak vi vsi, tudi če se ne strinjate s tem, ne, ker jaz se pa recimo ne strinjam s tem, da so jim dovolili pristanek, ne, jih boste morali eno kvoto sprejeti. Ok, to je bilo recimo na začetku, ko je prišla ena ladja, ali pa 2 ladji, ali pa 3 ladje. Ampak če pa to postane redna praksa, potem se nam pa kaj lahko zgodi? Tam bodo vedeli, da je neka država zelo pripravljena sprejemati ladje, ali pa avione, ali pa peš, ali pa kakorkoli, ampak da pušča te stvari odprte. In čim oni vstopijo v to državo, so vstopili v Evropsko unijo, ki jim potem mora obvezno, hočeš, nočeš, moraš nuditi zatočišče. In zato sem jaz proti, ker mi ostali, ki moramo nuditi zatočišče, nimamo nobene besede pri tem, da rečemo, vi tam, počas, vi ne morete vsak dan tole sprejemati, kam bomo pa mi te ljudi pospravili, ne? To je preveč. Skratka, ko bomo te stvari postavili tako, kot se zagre, jasno, s pravimi besedami, ločili stvari med sabo, potem pa začnemo lahko govoriti tudi o skupni in solidarni politiki reševanja tega problema. Do takrat pa sem skeptična, ker prihaja do izkoriščanja. A lahko nekaj tukaj povem o eni zadevi, ki me strašno boli in ki se je v javnosti predstavljala zelo drugače, kakor je v resnici. Zagotovo ste slišali, da je na teh ladjah ali pa med temi ilegalnimi migranti ogromno otrok. Da so to otroci brez spremstva, da so reveži, da so ubogi, kar so seveda res. Absolutno. Si predstavljate, kaj en revež otrok, ki se je tam znajdel, pa je star 10 let, kaj on tam išče. Ampak veste, ne smete pozabiti, te poti stanejo. Nekdo je za te poti plačal ogromno denarja. To niso zastonj poti. Na to ladjo ti ne prideš kar tako. Ti moraš tam nekim preprodajalcem v neki afriški državi ali pa neki drugi državi plačati ogromne vsote denarja za to, da sploh na to ladjo prideš. Zdaj mi pa povejte, kdo je dal tega otroka in za njega plačal ogromno denarja na ladjo, da je šel sam na to nevarno pot. In kaj smo ugotavljali tudi v poročilih Evropskega parlamenta, da se je sled za mnogimi mladoletnimi v Italiji, v Španiji, kjerkoli pač so prišli, izgubila. Veste, kaj to pomeni? To pomeni trgovino, kriminal, otroke preprodajajo, otroke ugrabljajo, otroke izkoriščajo, otroci izginejo. In naj nihče ne govori, da v bistvu se gremo nekaj tukaj dobrega, dokler ne rečemo Bobu Bob in spoznamo in odkrito spregovorimo tudi o tem, kaj se dogaja s temi mladoletniki. In ne samo govoriti, da moramo to zaščititi, ne da moramo zaščititi, to moramo preprečiti. Ta kriminal se ne bi smel nikoli zgoditi. In noben otrok ne bi smel zginiti. Tako da tisti, ki sprejemajo te otroke na te ladje z namenom, da jih na koncu izkoristijo, ne vem kje, za preprodajo organov, ne vem kje, prostituciji, kakorkoli, to so kriminalci prve vrste. In zato bi bilo treba, jaz ne vem, poglejte, imamo toliko denarja,
Imamo toliko preiskovalnih organov, imamo vojsko, imamo policijo, imamo preiskovalce, ne vem kaj še vse imamo, pa mi ne moremo najti teh preprodajalcev tam, lepo vas prosim. Mogoče jih pa ne moremo najti zato, ker jih nočemo. Vsi mi dobro vemo, vsi so jih tudi če se spomnite ali ste brali kaj, so tudi tiste najdeli, ki so vozili ilegalne migrante Hrvaška, Slovenija. A je to kaj, težko jih najdeti. Policija malo pogleda okoli sebe, pa jih tako ima. To so kriminalci. Kaj smo naredili s temi kriminalci? Eni so bili zaprti, pa jih je celo predsednica pomilostila. Čakajte malo. Dokler ne bomo pretrgali vezi teh preprodajalskih organizacij, organiziranih mrež, potem ne mi govoriti o teh skupnih evropskih rešitvah, ker nismo pripravljeni narediti prvega in osnovnega koraka, da bi to preprečali, ampak celo spodbujamo in celo financiramo, kar mi je zelo žal. Prejšnji teden je v Bruslju poteklo zasedanje Evropskega parlamenta invalidov. Kako se politika Evropske unije do invalidov skozi čas spreminjala? Najlažja tema. Ne vem, če je najlažja tema, je pa tema, o kateri bi lahko rekla, smo najmanj razdeljeni. A ne? Tukaj med političnimi skupinami obstajajo dokaj enotna mnenja in tudi sprejemamo te resolucije in predpise z veliko večino, ki so namenjeni temu, da naredimo življenje invalidom lažje. Mislim, da smo naredili že kar veliko, no? Tudi Slovenija ima to področje relativno dobro urejeno, mnogo seveda je treba še narediti in z ovirami pri gibalnih možnostih invalidov, z vsem živim, no? Ampak v resnici je to področje dobro urejeno. Vam samo povem, mi imamo v parlamentu med mojimi kolegi zelo veliko invalidov različnih vrst, od tega, da so recimo kolegi na vozičku ne uporabljajo ne nog, ne rok, pišejo z svinčnikom, imajo vsi možnost, da imajo enega, dva ali več asistentov okoli sebe, ki jim pomagajo. Do tega recimo moj zelo dober prijatelj iz Madžarske je gluhonem, nima nobene težave, normalno dela v Evropskem parlamentu in še mnogo teh invalidov imamo, tako da imamo tudi kot institucija, bom rekla, smo kar dober vzgled, no, kako olajšati delo in življenje invalidom in tudi sprejemamo take politike. Tako da tukaj nas pa ne deli toliko stvari kot recimo pri migracijski politiki. Ne. Če gremo še k mladim, na katerih stoji prihodnost Evropske unije. Leto 2022 je Evropska komisija razglasila za Evropsko leto mladih. Želja je bilo aktivno vključevanje mladih v družbo. Kje vidite danes v Evropski uniji največje izzive za mlade oziroma njihovo zaposlovanje? Se lahko reče, da za mlade predstavlja ovira umetna inteligenca ali nova priložnost? Nova priložnost. Dajmo reči, to nova priložnost, svet gre naprej. Vi ste 10-krat bolj vešči uporabe vseh teh novih tehnologij, kot so recimo jaz, pa še jaz poskušam slediti, ker drugače ne morem ne potovati, ne delati, ne, ampak to, kar vi zmorete zdaj, je napredek in nova tehnologija nam zagotovo pomaga. Tako da jaz bi to jemala iz pozitivnega smisla, iz pozitivnega vidika in tudi ne mislim, da nam bodo roboti ukradli delovna mesta. 6 od današnjih 10 poklicev, ki jih imate na spisku, recimo čez 10 let ne bo več obstajali. Vi se boste najbrž celo življenje izobraževali. Mi je zelo žal, ampak tako bo. Malo od vas bo tistih, ki, ne vem, mogoče se spomnite, še vaši starši so mladi, pa mogoče babice pa detki, ko so šli v službo pri 18 letih ali pri 20 v eno podjetje, pa so penzijo dočakali v tem istem podjetju. No, tega vi ne boste. To bo vse drugače.
Že zdaj je drugače. Celo življenje se bo treba izobraževati, temu rečemo vseživljenjsko izobraževanje. Vprašanje, če boste sploh ostali v istem poklicu, lahko boste zamenjali več poklicov, boste imeli, ne vem, več vrst izobraževanj, boste multifunkcionalni, ne, kar je seveda prednost, ampak hkrati vas tudi sili, da ste ves čas aktivni. Kaj je zdajle v Evropi problem? 10 let nazaj smo se ukvarjali, jaz sem še celo vodila en program, kjer smo ogromno denarja namenili za zaposlovanje mladih, ker je bilo toliko mladih brezposelnih. Danes brezposelnost mladih absolutno ni več problem. To je najmanjši problem. Imamo skoraj polno zaposlenost. Saj veste, v vsaki državi, tudi v Evropski uniji, je vedno 1% nezaposljivih in vedno bo ostal. Mi ne moramo nikoli priti na nič, zaradi tega, ker eni so pač nezaposljivi. Ampak če ta procent odstranimo, potem imamo mi praktično polno zaposljivost. Vsak mlad lahko danes dobi službo. Vsak. Delodajalci jih iščejo, pritožujejo se, da ljudi ni. Problem pa je, ker pa obstaja kar veliko neskladje na trgu dela, glede na to, kaj delodajalci iščejo, pa kaj lahko dobijo. Ker še vedno je veliko takšnih, ki imajo usposobljenost in izobrazbo takšno, da jo na trgu ne morejo prodati. Jaz upam, da razumete, kaj mislim s tem. Pač izobraževali so se po nekih programih, ki niso zaposljivi na koncu, no? Če rečemo tako. Če pa vi danes samo malo pogledate ali pa predvidite za čez 5 let, kaj bo, vi se absolutno lahko usmerite v program, kjer boste dobili službo, še preden boste končali faks, vas bodo na faks prišli iskati in vprašati, če bi lahko vas zaposlili. Jaz imam v družini take primere. Nečaka, ki končuje faks, mislim, da ima 4-5 služb na voljo, pa ni nič takega, ne bom povedala kaj, v nekem tehničnem poklicu, ampak nič specialnega, lejte, ni jih. Ne? Ampak, to je seveda pa še zraven en drug izziv. Vi veste, kje boste lahko svoje znanje prodali. Ampak vprašanje pa je, če je to tudi tisto, kar vas zanima. Ker jasno pa je, da vsak mlad bi se pa rad izobraževal pa šolal v tisto smer, ki mu je tudi všeč, ki se čudi, da bo tudi svoje neke osebne potenciale lahko razvil in tako naprej. In zdaj, ali je tisto, ki je vam všeč, hkrati tudi tisto, kjer boste dobili službo in kjer boste lahko dobro zaslužili. Nekako boste mogli najti to ravnovesje. Kako, na kakšen način, to je pa izziv za vas mlade. Mogoče boste pa delali en faks za dušo, pa en faks za to, da boste dobro zaslužili. Mogoče boste pa naredili faks za to, da boste dobro zaslužili, zraven se boste izobraževali pa še na tistih področjih, ki vas res zanimajo, da boste svojo dušo nahranili. Tako da to je odločitev, ki vas čaka. Definitivno bi bila pa jaz na vašem mestu zelo, zelo optimistična, res optimistična, ker toliko možnosti, ko jih imate pa vi sedaj in ko jih boste še imeli, ker kot smo prej rekli, mi počasi izumiramo, vas pa ni dovolj. Pa vi boste lahko izbirali. V mojem času je bila ta izbira bolj omejena. Nas je bilo veliko, služb pa ni bilo. Vas je pa manj, služb je pa ogromno. Pa vsak dan so nove. Tako da, poleg tega, da je svet postaja malo bolj krut, pa življenje malo bolj kruto, konkurenca je grozna, vi ste kot generacija 100-krat bolj pridni, kot smo bili mi, pa jaz sem bila tudi gimnazijka, recimo, pa smo imeli kar en tak dober razred, bila sem intenzivna matematika, fizika, to so bili taki kar pridni moji sošolci. Jaz sem takrat mislila, da smo pridni. Ko zdaj gledam te generacije, mojih otrok ali pa nečakov, pa mi nismo bili do gležnjev vam. Tako da pridni ste kot generacije in možnosti se vam odpira ogromno. Res ogromno.
Tako da mogoče ob tem, ko se zelo veliko učite, pa ko ste zelo pridni, najte še čas za en razmislek, res kaj bi v življenju radi. Kako boste uskladili to vašo plat, ki vas pelje v smer, ki vam je všeč, ne vem. Mogoče vam je všeč iti na likovno akademijo, a ne? Zdaj ste bo mogli presoditi, a je to tudi smer, ki vam bo dajala kruh za življenje, ne? In boste mogli najti to ravnovesje. Ampak sem prepričana, da ga boste. Tako da pogumno, no? Kar pogumno. Pa še nekaj. Slovenci smo majhen narod. Ampak kamorkoli stopijo slovenski študenti, tisti, ki so končali slovensko izobraževanje, pa ne samo zato, ker bi bilo naše izobraževanje tako dobro, ampak zato, ker so po naravi pridni, najdejo službo povsod po Evropi, da ne rečem po svetu. Povsod po Evropi. So zelo zaželen kader. Iščejo jih in povsod se izkažejo kot, da bi rekla, top 10. A ne? Vi imate, Slovenci, ali imamo veliko bolj resen odnos do dela, do študija, kot kakšni drugi, pa rečemo tako nasplošno, mediteranski narodi ali pa tako naprej. A ne? In tudi te lastnosti nas, Slovencev, nas uvrščajo kot izjemno zaželene zaposlene, tako da tudi z tega vidika kar pogumno naprej. Ne. S tem, da jaz bi si kot politik, ne, moji otroci, jih je pol tujini, pol doma. Tako, tujini imajo službo takole in so, kot sem rekla, eni izmed tistih, ki jih iščejo. Drugi so tudi doma. Kot starš mi je to super. Našli so dobro službo, imajo dobro okolje, zaslužijo več, kot jaz. Mislim, vse je fino fajn. In to jim vedno starši privoščimo svojim otrokom, a ne? Po drugi strani bi malo radi, da se vrnejo nazaj, ampak zaenkrat še ni te možnosti. Kot politik se pa sprašujem, kaj se bo pa zgodilo, če boste vi vsi, pa če bo šlo 3/4 od vas, ki tukaj sedite ven. Pa kje bomo pa mi, od kje bomo pa mi živeli? Od kje bo pa Slovenija preživela? Tako da si želim v nadaljevanju tudi tega, ne samo, da vi najdete eno svojo dobro individualno prihodnost pa kariero, da bi tale naša Slovenija našla toliko modrosti, da bi razvila bazo, potencial podjetja, da bi tista nadvse uspešna svetovna podjetja, ki zdaj delajo s sedežem v Amsterdamu, v Bruslu, v Parizu, a ne, imela kdaj tudi sedež v Sloveniji. Da vam ne bi bilo treba iti nekam ven, ampak da bi lahko delali v Sloveniji in tukaj ustvarjali dodano vrednost. Ampak tukaj smo pa že pri politiki, ki se ji reče pa slovenska politika, kajti slovenska politika, vsakokratna vlada, pa je tista, ki mora zagotoviti takšne pogoje delovanja, da bodo ta podjetja sploh zaznala, da Slovenija obstaja, a ne? In da je tam neka država, kjer bodo lahko ustanovili podjetje, kjer jim ne bodo nabili toliko davko, da bodo rekli, čakajte malo, ste vi čist pravi, a ne, se če mi gremo pa v tole sosednjo državo, nam bodo dali pa nižje davke, takšne ugodnosti, dali nam bodo zemljišče zastonj, da lahko tovarno postavimo, a ne, ali laboratorij, ali karkoli, pa kdo bo k vam hodil? Skratka, zato, da bodo pa ta delovna mesta, ki so danes razsejana po celi Evropi, prišla k nam, boste mogli pa nas, politike, malo na zagovor poklicati. In se pri naslednjih volitvah dobro odločiti, kdo so tisti, ki bodo takšne pogoje nudili in kdo so tisti, ki pač takšno politiko peljajo, da mladi in podjetja bežijo iz Slovenije. Deloma ste odgovorili že na zadnje vprašanje. Bi še kaj položili na srce in pa zanima nas konkretno možnosti zaposlovanja v evropskih institucijah.
kasneje bo pa še čas za vaše vprašanja. Dobro, samo še možnosti zaposlovanja v evropskih inštitucijah. Pri evropskih poslancih, če boste malo spletne strani naše odprli, ali pa moje recimo, boste videli, da nudimo možnost stažiranja, kar pomeni, da pridete v Evropski parlament, da ste tam 1 mesec pa pol, dobite tudi neko plačo, ki vam omogoča približno dostojno malico pa preživetje pa tako naprej. Ne boste obogateli sicer zaradi tega, ampak je to plačano pripravništvo, kjer 1 mesec pa pol delate z mano, od tega, da pišete zapisnike, hodite na sestanke, spoznavate moje kolege poslance. Bistvo tega je, da vidite, kako Evropski parlament funkcionira. Ne, da vi pridete, eni se bojijo priti zaradi tega, ker rečejo, jaz ne znam dovolj, da bi tja prišel, kaj bom pa jaz lahko pomagal. Nič se ne pričakuje od vas, samo da ste pridni, da znate angleško, da razumete, kaj se tam pogovarja, a ne, vsaj približno angleško, kar zdaj vi mladi, itak ni noben problem, a ne. In to je nekaj, kar lahko dobite v okviru moje pisarne. Jaz sem imela v obeh mandatih, zdaj je to moj drugi mandat, največ stažistov od vseh poslancev. Mislim, da jih je bilo čez 40 mladih, je dobil priložnost, da dela v moji pisarni. Druga možnost je, da spremljate razpise evropskih inštitucij. Boste videli na spletnih straneh, imajo, ne vem, različno, zaposlujemo, nove priložnosti, ne, karkoli že, tam tudi dobite različna pripravništva. Mogoče, če vas zanima, je to za spremljati. Potem delate ne pri meni, recimo, ampak delate pri Evropskem parlamentu kot inštituciji. Tam vas dajo v neko službo in je to. Potem so pa že malo bolj močne zaposlitve, ne? Če pa hočete delati v Evropski instituciji ali v komisiji, ali v parlamentu, ali v svetu, da ste tam redno zaposleni, kar seveda jih tudi nekaj Slovencev je, morate pa narediti tako imenovani konkur. Konkur je poseben izpit, ki je relativno težek, ampak očitno se ga da narediti, ker ga je že veliko ljudi naredilo, a ne. Kjer morate pokazati znanje jezika, poznavanje področja in tako naprej. In ko naredite ta konkur, dobite, te konkurje objavljajo. To se lahko kar splošno prijavite, tako kot se na maturo prijavili ali pa kaj takega. In ko naredite ta konkur, dobite vstopnico. Ta vstopnica je tista, ki vam potem daje možnost, ko se prijavite na neko delovno mesto, bojo najprej vprašali, a imate konkur narejen. In tako potem lahko dobite zaposlitev. Brez tega konkurja se te zaposlitve, redne zaposlitve v evropskih inštitucijah ne da dobiti. Če koga zanima, to so pač posebne vrste zaposlitev, jaz bi rekla, zelo zanimive po eni strani, po drugi strani malo birokratske. Če komu to leži, si malo poglejte na spletnih straneh, se da marsikaj dobiti. Informacije so pa vse na voljo, zaradi tega, ker vse evropske institucije delujejo pa kar transparentno. Ne. Je pa tako, da ko boste prišli na konkur, ne, boste se tam srečali z 500 ostalimi konkurenti iz vseh držav članic Evropske unije, ker vsi imajo isto informacijo kot vi. In vsi bodo prišli za isto delovno mesto na isti konkur. Tako da ne računa, da boste tam 1, 2, ali pa da vam bo stric pa teta pa ta minister pa minister kaj pomagal, ker tega pač ni, a ne? Ampak boste tekmovali s celo Evropo. Tako, če vam je to izziv, evo, dobrodošli. Naj vam ne bo to tako strahu kosti, a ne? Ker če obstajajo Slovenci, ki so te konkurje naredili, verjamem, da jih lahko še marsikdo za njimi bo, ki jih bo naredil, ne? Sam interes morate imeti za to. Tako, to je to. Zdaj pa vprašanja. Kakšno vprašanje? Kar pogumno.
Dve roki vidim. Mene pa se zanima, kako mislite, da bo vplivalo, če se BRICS zmenja za novo valuto na Evropo, da smo odvisni od dolarja? Kako? Da bi imeli novo valuto? Ne, če se BRICS zmenja za novo valuto na zlati podlagi, kako mislite, da bo to vplivalo na Evropo? To ste pa zdaj... Najbrž bi mi mogli dati pa to včeraj to vprašanje, da čez noč malce razmislim, ampak prvi odgovor na tole vprašanje je, da je do tega še zelo daleč in da bomo malce kasneje razmišljali o tem, ker mislim, da tole ni ravno najbolj realna opcija. No. In o takih nerealnih idejah, vsaj meni je ta ideja v tem trenutku nerealna, pravzaprav ne razmišljam na zalogo. No. Je pa zanimiva, ne, varianta. Mene pa zanima, ali je zdravstvena kriza specifična samo za Slovenijo, a se tudi druge evropske države s tem soočajo, pa takšno vlogo ima pri tem. Zdravstvena kriza v smislu, kako zdaj funkcionira naš zdravstveni sistem, ne? Ni vprašanje glede COVID-a, ne? COVID je za nami, ne? Ravno zdaj je Evropska komisija izdala poročilo in priporočila za Slovenijo in za vse ostale države, v katerem, temu se reče Evropski semester, v katerem ugotavlja, da se bo morala tale vlada malo bolj potruditi ob tem, kaj zdaj počne, ker slabo črpa evropska sredstva in tako naprej. Skratka, kar precej pripomb je bilo, ampak prvi stavek tega poročila se začne pa s tem, da med letoma 2000 in 2022 je Slovenija odlično upravila z svojo nalogo, ekonomsko zrasla in speljala vse precej bolje od evropskega povprečja. No, to je prvi stavek tega. Tako da, bravo, naša vlada. Z vsemi temi ukrepi, ki so bili narejeni, smo res pomagali gospodarstvu in temu, da smo mi v Sloveniji relativno dobro odnesli posledice COVID krize. Kar se tiče zdravstvenega sistema, je pa tako, da vse države imajo določene težave s svojimi zdravstvenimi sistemi, predvsem zaradi velikega pritiska zaradi demografije, a ne? Ker vedno več denarja, vedno več osebja rabimo za to, da bomo našo populacijo, ki se stara, a ne, ohranjali čim dlje ne samo pri življenju, ampak pri dostojnem življenju. A ne, da pač vse države. Ampak jasno, ne, velika večina držav je tukaj precej naprej od nas, imajo sistem bolje organiziran, bolje urejen. Rak rana slovenske družbe zagotovo je zdravstveni sistem, ne, v katerem škripa vse. Jaz mislim, da edina stvar, mogoče premalo poznam, ampak ena od stvari, ki res dobro deluje v slovenskem zdravstvenem sistemu, so zdravniki in osebje, ki v nemogočih pogojih dajejo od sebe vse, kar lahko in več, kot bi od njih lahko sploh pričakovali. Kar se tiče kakovosti naših zdravstvenih storitev, v smislu, da imamo dobre zdravnike, a ne, tukaj nimamo nobenih težav. Primerljivi z ostalimi ali pa boljši. Imamo pa težave v sistemu, ker sistem ne funkcionira. A ne. Glejte, a ste že slišali za Sklad za okrevanje in odpornost? Ja, smo ga danes omenjali. Sklad za okrevanje in odpornost je nek račun, na katerem ima Slovenija ogromno milijard evrov, ki čakajo, da jih bomo porabili v Sloveniji. Evropskih sredstev. Naša vlada je rekla, da mi smo mogli povedati, zakaj bomo ta denar porabili, in naša vlada je rekla, da bomo iz tega denarja zgradili tudi nov klinični center v Ljubljani, recimo. No, in tale naslednja vlada, ki je zdaj prišla, je pa rekla, ne bomo.
temu denarju se odpovedujemo, bomo mi že nekako zmogli s tem kliničnim centrom, malo ga bomo popravili in tako naprej, ampak tega evropskega denarja za nov klinični center ne rabimo. In so šla evropska sredstva po gobe. In še mnogo takih stvari je, skratka, minister Loredan je obljubil zdravstveno reformo, zaenkrat jo še ni na vidiku, zelo nujno je potrebna. Do zdravstvenih storitev, se vidite, morali bi priti vsi, pa so čakalne vrste, 10 let že govorimo o njih, ampak so sam še daljše. Nič se ne zgodi, ne. Obljube so, obljube, zgodi se pa nič, ne. Tako da teh težav pa v tujini ni. Roka tamle gor, izvoli. Glede tega zelenega prehoda, zdaj se zapirajo, proba se zapreti čim več termoelektrarn. Zakaj pa se zapirajo tudi jedrske? Po meni se zdi, da trenutno z sončnimi, vetrnimi pa hidro se ne da narediti toliko energije in so jedrske dosti logična, dosti manj bodo, da bi jih imela, Zakaj pa recimo Nemci jih zapirajo? Res je. Bom povedala, zakaj jih zapirajo. In iz kje to izhaja, slučajno vem. Moram pa reči, da zelo delim tvoje mnenje, da je tudi prihodnost Slovenije odvisna od jedrskih oziroma jedrske elektrarne, drugega bloka, nuklearke, in da bi bilo za Slovenijo najbolje, da svojo energetsko odvisnost razprši na 1/3 različnih virov, od tega 1/3 predstavlja jedrska energija. Počasi bomo morali zapirati termoelektrarne, vsi jih bodo morali počasi zapirati, ker so dejansko zelo okolju škodljive, in preiti na neke nove vire. Ampak tako, kot si zdaj Evropa in evropska politika predstavlja ta prehod na nove vire, bomo kolapsirali vsi. Zaradi tega, ker enostavno ne bo dovolj električne energije, da bi vse te električne avte, o katerih sanjamo, leta, ne vem, čez par let, da bi zmogli to vzdrževati. To enostavno mi nimamo dovolj infrastrukture. Zakaj Nemci zapirajo jedrske elektrarne, izhaja pa iz mnogo let nazaj, in sicer iz ene predvolilne obljube. Zdaj pa primerjajte to. Kaj pomeni predvolilna obljuba v Nemčiji, pa kaj v Sloveniji. V Nemčiji je mnogo let nazaj takrat še kandidatka za kanclerko Angela Merkel po jedrski katastrofi v Fukušimi. Takrat je bila nesreča, Nemci so imeli pa ravno volitve in je bila to zelo vroča tema, in je takratna kandidatka Angela Merkel obljubila Nemcem, da bodo zaprli vse jedrske elektrarne, zaradi tega, ker je predvsem takrat v ozadju bila nevarnost možne nesreče, da se ne bi ponovila, kot se je ponovila na Japonskem. To obljubo je dala. In to obljubo je izpolnjevala ona in jo izpolnjuje nemška politika. Njih ni to tako, a veste, ki je pri nas. Če se nekaj narodno-gospodarsko dogovori, potem se te besede drži. Če predvolilnih obljub ne izpolniš, greš. In Nemci so te obljube dali in jih še danes izpolnjujejo. Žal, velika večina, ne samo jaz, Evrope misli, da je to velika napaka. Na eni strani imamo dve sosedi. Imamo Francijo, ki je polna jedrskih elektrarn, in imamo Nemčijo, ki zapira jedrske elektrarne. In na ravni Evrope ne obstaja konsens, ni ga med nami, politiki, ali smo za ali proti jedrskim elektrarnam. Tudi tega se ne moramo zmeniti. In vsaka država zdaj dela po svoje. Mi samo vemo, da smo proti termoelektrarnam. Ne vemo pa, kako bomo ta izpad in vse nove potrebe, ki so pred Evropo, nadomestili.
Tako da to je bil razlog. Jaz osebno menim, da je ta odločitev je škodljiva. Ne vem, če veste, da so Nemci zgradili z Rusi, tako imenovani drugi tok. Drugi tok je ena cev, ki gre tam po Severnem morju, od Nemčije do Rusije, po kateri naj bi dotekal ruski plin, kot nadomestek za njihovo energijo, ampak kaj se je zdaj zgodilo? Ta drugi tok je bil zgrajen, vse v nulo, samo nekdo bi mogel še na gumb pritisniti, ampak se to nikoli ni zgodilo in se nikoli ne bo zgodilo, ker z ruskim plinom smo zdaj opravili in je konc, in so Nemci v velikih težavah, kar se tiče oskrbe z energijo. Tako da malo zgodovine ali pa malo okoliščin je tudi prav, da poznate, mene predvsem skrbi za Slovenijo. Mislim, da je prav, da se vi, že mladi, o tem pogovarjate, namreč pogledajte, kakšni so načrti naše oziroma Golobove vlade sedaj. Golobova vlada je po tem, kar izjavlja, izjemno nenaklonjena drugemu bloku jedrske elektrarne. Še nič ne delajo na tem, da bi se stvari začele odvijati. Pravijo, da bodo čez nekaj let izvedli referendum, kjer bodo ljudje odločali, ali si želijo to, ali si ne želijo. Potem počakamo, 2-3 leta, pa bo referendum, potem bo novih 2-3 leta, 5 let do tega, a bomo zdaj kaj naredili ali ne bomo naredili. Ampak gledajte, od danes do takrat je 8 let. 8 let izgubljenega časa, v katerem mi ne bomo naredili nič, ampak bomo čakali. In se bomo malo osredotočali na tole sončno energijo in sončne elektrarne, ki seveda so čist ok, super, podpiram, ampak ne morejo biti edine in ne morejo predstavljati rešitve za energetsko oskrbo Slovenije. Enostavno ne morejo. Predstavljajte si, ko bodo prepovedani avtomobili na notranje izgorevanje, a ste vi vsi milijonarji, pa vaši starši? Ker tisti avto, ki ga boste potem lahko kupili, bo stal 50, 60, 70 tisoč evrov, ker bo njegova proizvodnja seveda draga. In ta politika električnih avtomobilov, če je prehiter, a veste, da nekoga prehiter silaš v to, da se ne more pripraviti, bo povzročila še večjo revščino. In kaj bodo tisti, ki so šibkejši ekonomsko, kakšne avtomobile bodo oni kupovali? Pa kako bo to šlo? A se tega sploh kdo zaveda? To je politika za bogate, ki jo furajo neke nevladne organizacije z nekimi izgovori, da je to okolju primerno in tako. Skratka, treba je, ko se sprejemajo te odločitve, imeti vedno pred očmi, kakšen bo imel to učinek na ljudi. Ne samo kakšen učinek bo imel na gozdove, kar je prav, na okolje, kar je prav, ampak tudi kakšen učinek bo imel na ljudi. In jaz apeliram na to, da se začnete pogovarjati o bodoči energetski sliki Slovenije. Vi boste v tem živeli in vi boste to plačevali. Vi boste plačevali elektriko, to, kar je danes krat 5. Vi. Ker ne bomo imeli druge opcije, boste plačevali sončno energijo ali pa kakršnokoli že energijo po abnormalnih cenah. Zato je prav, da imamo možnost izbire, več vrst. Mi smo tako majčkani. 2 milijona nas je. Imamo reke, imamo veter, imamo jedrsko, imamo sončno, imamo vse živo in smo absolutno lahko samooskrbni. Ampak zato moramo imeti eno pametno politiko, da bo nas tudi naredila samooskrbne. Ne, da nas pravzaprav pušča stati, ne naredi nič, na koncu se bomo zbudili, pa bomo rekli, joj, vso elektriko moramo kupiti. Kupiti jo moramo pa po visokih cenah, ki veljajo na svetovnih trgih. Zato je treba na tej samooskrbi delati. Še kakšno vprašanje?
A ne, čakajte, Martin ima še neki. Ja, mene zanima, kako ste se izobrazili glede te politike Srednje Azije in odnosi z njimi? Izobrazili? Ja. Slabo. Kaj ne rečem? Ne vem, če prav razumem tudi tvoje vprašanje, a me ti sprašuješ o odnosu s Kitajsko, pa tako. Ne, na kakšen način ste se o tem izobrazili? Torej, kako ste postali strokovnjakinja za to? Ja, moram reči, da nisem ravno strokovnjakinja za odnose z Azijo, a ne? Sem pač v tej skupini nadomestna članica, moja prva skupina je ta z članicami, tistimi članicami v Evropi, ki niso članice EU, to se pravi Švica, Islandija in tako naprej, a ne? S temi več sodelujem. Tam pa v bistvu nisem bila še nikoli na obisku, pač v neki skupini moramo biti. Sicer pa zelo spremljam te odnose s Kitajsko, to pa ja, in mislim, da nas morajo malce skrbeti, ker Kitajska zelo, zelo dobro igra svojo, oziroma ima zelo dobro vizijo, kaj želi v svetu. A vi veste, da ima Kitajska že veliko večino evropskih pristanišč v svoji lasti? Pa še marsičesa drugega, da Kitajska obvladuje vse tiste rudnike litija po Afriki in vse povsod, ki jih bomo mi rabili za to, da bomo naše sončne celice delali in bomo jih njih lepo prosili, če jih nam prodajo po kakšni normalni ceni, ker bodo oni postavljali ceno. Skratka, mislim, da bi se morala Evropa veliko bolj ukvarjati z Kitajsko in odnosi s Kitajsko, kot se sedaj. Ampak očitno, kot rečeno prej, v vseh teh silnih krizah, ki nas kar naprej zadevajo, smo mogoče to malce pozabili. Ampak kar široko področje. No. Drugače sem pa jaz bolj strokovnjak, bi rekla, za socialne sisteme, tudi za pokojninski sistem. Glede na to, da sem bila pa nekoč direktorica sklada za štipendije in sem se ukvarjala s kadrovskimi, Zoisovimi in temi štipendijami, delala na ministrstvu za delo, pa poznam tudi zelo dobro to problematiko, čist vašo štipendijsko in tako naprej. No. Ja. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Se smo izčrpali, ne? Ne. Potem pa to v štipendijski politiki pa naslednjič pa za svojo okroglo, za lastno okroglo. Ja. Hvala lepa in bučen aplavz. Hvala lepa, da ste zdržali. Evo, še v imenu Zavoda Svetega Stanislava, ena malenkost, par malenkosti. Mi pa lahko gremo na otvoritev EU kotička gor. Pa nadaljujemo v Evropski kotiček.